Spoštovani gostje, dame in gospodje, dobrodošli nazaj. Upam, da ste strnili misli, se osvežili, mogoče nadihali svežega morskega zraka in da ste pripravljeni na nekaj trenutkov vznesenosti, slavja, praznovanja. Namreč na Industrijskem forumu IRT 2023 v nadaljevanju sledi slavnostna podelitev priznanja Taras. Morda samo kot informacija, kaj Taras pravzaprav je. To je priznanje za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij. Podeljuje ga organizator Industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT 3000. Seveda bodo nominiranci in pa nagrajenci naši paradni konji, ki nam bodo omogočili svetlejšo, lepšo, boljšo in bolj prijazno prihodnost. To je pravzaprav namen in upam, da bo ta nagrada Taras še dodaten motor ali zagon vsem nam pravzaprav. Na oder bom v nadaljevanju povabila dr. Tomaža Permeta in sicer vodjo odbora za podelitev priznanja Taras in pa gospoda Darka Švetaka. Predno pa jo povabim na oder, pa predlagam, da pogledamo, kdo so pravzaprav nominiranci. Namreč 5-članska komisija je prejela 3 prijave, ki jih je skrbno pregledala, analizirala, ocenila, pogledala video predstavitev. Pogledali si bomo ta video, ampak naj povem, da prvi nominiranec je pravzaprav prijava, ki je bila z naslovom Razvoj elektromotorja za avtomobilsko industrijo z inovativnim simulacijsko-optimizacijskim postopkom. Prijavitelja pa sta Male Electric Drives Slovenija d.o.o. in pa Inštitut Jožef Stefan. Poglejmo si predstavitev. Ampak zdaj pa mislim, da bo, ne? Hvala lepa. Male Electric Drives Slovenija s sedežem in proizvodnim prostorju v Šempetru pri Gorici je del globalnega koncerna Male iz Stuttgarta in je mednarodno uveljavljen proizvajalec zaganjalnikov in alternatorjev za motorje z notranjim izgorevanjem, avtonomno napajanih enosmernih električnih pogonskih sistemov in drugih zahtevnejših komponent za avtomobilsko industrijo. Podjetje pri razvoju svojih izdelkov uporablja najsodobnejše pristope in sodeluje z raziskovalnimi ustanovami. Oboje velja tudi za projekt razvoja sinhronskega elektromotorja s površinsko nameščenimi magneti, ki je del avtomobilskega servovolanskega sistema. Cilj projekta je bila elektromagnetna in cenovna optimizacija elektromotorja. To je določitev geometrije in materialnih lastnosti njegovih komponent, tako da elektromotor izpolnjuje vse tehnične zahteve in je njegova cena minimalna. Iskanje rešitve smo se lotili v sodelovanju z razvojnim partnerjem Inštitutom Jožef Stefan. Uporabili smo interaktivni, računalniško podprt optimizacijski postopek povezan z numeričnim simulatorjem možnih rešitev po metodi končnih elementov. Na simulaciji temelječa optimizacija je sicer ustaljen pristop v inženirskem načrtovanju, a v našem primeru nastopajo izzivi, zaradi katerih je iskanje rešitve zahtevno in je bilo potrebno pristop ustrezno prilagoditi. Osnovni izziv je bila visoka računska zahtevnost simulacij in posledično celotnega optimizacijskega prostora. Tega smo zato nadgradili z več prijemi za pohitritev, s hitro izračunljivimi nadomestnimi modeli, paralizacijo optimizacijskega algoritma in vrednotenjem rešitev v več korakih, ki omogočajo izločanje določenih nedopustnih rešitev brez računsko zahtevne simulacije. Naslednji izziv je bila potreba po zagotavljanju robustnih rešitev ob upoštevanju tolerančnih odstopanj pri izdelavi elektromotorjev. To smo zagotovili tako, da smo v optimizacijskem postopku dopustne rešitve vrednotili na vzorcu izvedb z različnimi odstopanji. Končno, poleg numeričnih rezultatov smo želeli pridobiti tudi vpogled v prostor možnih rešitev in s tem boljše razumevanje problema. To smo dosegli z vključitvijo metod analize in vizualizacije podatkov v optimizacijsko okolje. V podjetju sicer razpolagamo z osnovnimi znanji o računalniško podprtem načrtovanju, ki temelji na povezavi simulacijske in optimizacijske programske opreme. Pri našem predhodnem načrtovalskem delu pa se je izkazalo, da je za ta projekt potrebno podrobnejše poznavanje specializiranih optimizacijskih algoritmov in obvladovanje načina dela, ki je za tako zahtevno nalogo specifičen. Zato smo se obrnili na inštitut kot razvojnega partnerja.
Po predstavitvi problema smo v posredovanju njegovega centra za prenos tehnologij in inovacij našli ustrezne sogovornike in naše razvijalce rešitve na odseku za inteligentne sisteme in odseku za računalniške sisteme. Za razvoj rešitve je bilo ključno njihovo obvladovanje metod metaheuristične optimizacije z nadomestnimi modeli, računsko intenzivnih postopkov ter analize in vizualizacije podatkov. Z naše strani smo prispevali znanje o elektromotorjih in njihovem načrtovanju, izhodišča za optimizacijski postopek ter programsko opremo in licence za izračun elektromagnetnega modela po metodi končnih elementov. Rezultat sodelovanja je elektromagnetni dizajn aktivnih delov motorja, določen z vrednostmi njegovih dimenzijskih in materialnih parametrov. Dobljene vrednosti teh parametrov zagotavljajo racionalno uporabo komponent, največje možno izpopolnjevanje zahtev kupcev glede karakteristik elektromotorja in njegovo cenovno ugodnost. Tako optimiziran elektromotor ima v primerjavi z izhodiščno različico 10,1% nižjo ceno komponent, ob dejstvu, da v celotnem obdobju proizvodnje takšnega izdelka proizvede več milijonov kosov. To za podjetje predstavlja bistven prihranek in močno izboljšuje našo konkurenčnost na trgu. Mislim, da lahko rečemo, da je ta zgodba in pa zgodba vseh nominirancev in tudi seveda zmagovalca, ki bo prejel priznanje Taras, zgodba o tistem, kar so me že pred 15 leti, gospa Nachtigal, na Gospodarski zbornici Slovenije podučili, kako pomembno je uresničevati strategijo pametne specializacije, povezovanje aplikativne in bazične znanosti. In to so odlični primeri, več pa bosta povedala gospod Tomaž Perme in pa Šveta, ki bosta podelila priznanje oziroma priznanje za nominacijo priznanja Taras. Izvolite. Seveda pa ob tem vabim tudi predstavnike, in sicer predstavnike podjetja Male in pa Jožef Štefan, inštituta. Prosim, dobrodošli. Čestitamo ob tej nominaciji za priznanje Taras. Morda še trenutek za skupno fotografijo. Torej, še enkrat naj povem, to so priznanja za nominacijo, ker že nominacija je pravzaprav dokaz odličnosti. Smo ujeli, hvala lepa. In zdaj, spoštovani, sledi druga predstavitev, torej predstavitev druge prijave z naslovom Dinamično hidravlično preizkušavališče za določitev trajno dinamične trdnosti preizkušencev, prijavitelja Trekon d.o.o. in Laboratorij za fluidno tehniko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Prosim. Hidravlično dinamično preizkuševališče je naprava, ki omogoča eno in sinhrono dvoosno obremenjevanje različnih strojnih elementov. Preizkušance obremenjujemo z določeno frekvenco in določeno silo ter spremlja, kaj se z njimi dogaja. Naprava je prestala razvojno MVP fazo, CE certifikacijo in trenutno že pol leta neprestano deluje pri znani stranki v Sloveniji, kjer uspešno opravlja svojo nalogo. Izvedla je že preko 100 milijonov delovnih ciklov. Naprava je sestavljena iz namenskega razvitega pogonskega hidravličnega agregata in dveh specialnih namenskih hidravličnih cilindrov, ki jo upravljata dva proporcionalna potna ventila. Za krmiljenje in nadzor skrbi Parkerjev hidravlični servopogon, ki ga krmili sodobni Siemensov PLC. Naprava omogoča dva različna režima obratovanja, ročnega za vpenjanje preizkušancev ter avtomatskega za testiranje različnih preizkušancev. V avtomatskem načinu naprava samodejno preklaplja med merilnim in obremenilnim ciklom, v prvem se izvaja regulacija po sili, v drugem pa specialna regulacija po sili z dresečo referenco, ki jo modeliramo z matematično funkcijo. Za uspešno regulacijo morata biti obe regulaciji izjemno hitri. Programski cikel je 0,25 mikrosekunde. Pri tem uporabljamo proporcionalni, integrirani in prednastavljeni regulacijski faktor, ki ga za uspešno regulacijo sprotno nastavljamo. Napravo krmilimo preko zaslona na dotik, vrednosti pa grafično izrisujemo s pomočjo programa DVSoft ločeno na računalniku v nadzorni sobi, ki je povezan v internet, ki lahko upravlja z večjo bazo podatkov, ki nastane po daljšem večdnevnem testiranju.
V tem času steče do 2 milijona delovnih ciklov in več gigabajtov podatkov. Prav tako lahko na računalniku vidimo delovanje naprave v realnem času, krmilni zaslon naprave z vsemi vrednostmi in live video iz testnega laboratorija. Gre za tako imenovani digitalni dvojček, ta je temelj novejših naprav zasnovanih po konceptu industrije 4.0. Rezultat dinamičnih meritev je Wheelerjeva krivulja, preizkušanci pa so lahko nepravilnih oblik in velikosti. Poleg osrednjega dela ima naprava tudi dva kaskadno temperaturno regulirana industrijska puhalnika ter temperaturno regulacijo hidravlične kapljevine. Za hidravlično kapljevino je izbran glikol, ki omogoča uporabo pri višjih temperaturah. Naprava tako omogoča segrevanje testiranega strojnega elementa ter delo ob višjih temperaturah, kar omogoča testiranje vzorca ob realnih okoliščinah. Naprava je pripravljena tudi za povezljivost z različnimi zunanjimi sistemi ter ima ločen REROV PLC za varnost in lasersko zaveso, kar omogoča sledenje najstrožjim varnostnim zahtevam. Naprava vsak merilni cikel izmeri in zabeleži vse ključne vrednosti, ter se samodejno ustavi, ko zazna lezenje materiala preizkušanca in približevanje točki porušitve, kjer pride do trajne deformacije. Ob približevanju k omenjeni točki se začnejo meritve bolj pogosto izvajati in tako izboljšajo resolucijo izhodnih podatkov. Na ta način lahko dobimo ključne karakteristike za izdelavo matematičnih modelov preizkušancev, ki so bili uporabljeni. S pomočjo uporabe omenjene naprave lahko tudi hkrati načrtujemo izboljšave geometrijske oblike in spojev ali pa preverjamo kvaliteto dobavljenega materiala. Tovrstni testi so ključni pri izboljšavah na področju trajnosti in krožnega gospodarstva, saj lahko na ta način prediktivno napovemo uporabno dobo posameznih testirnih strojnih elementov. Čestitamo in na oder vabimo gospoda Permeta in pa Švetaka in seveda tudi predstavnike podjetja Trekon in pa laboratorija za fluidno tehniko. Lepo pozdravljeni in seveda čestitke za nominacijo. Še en lep nasmeh za najtrajnejši spomin. Hvala lepa. Bo? Še enkrat z velikim aplavzom čestitamo za nominacijo in gremo k še tretji predstavitvi in sicer z naslovom Izboljšava vodne turbine Banki prijavitelja Siapro in pa Janeza Gorjanca. Prosim. Prijavljeni izdelek je vodna turbina za uporabo v mikro- in malih hidroelektrarnah. Osnovni koncept turbine je tip Banki z optimizirano geometrijo ter konstrukcijo mehanizma regulacije pretoka. Z izboljšavo konstrukcije smo dosegli izboljšano učinkovitost pretvarjanja vodne energije v električno po celotnem razponu spremljanja pretočnega obratovanja. Naš izdelek, ki smo ga implementirali za japonski trg, je turbinski agregat vodne turbine z generatorjem prilagojen za popolno avtomatizirano obratovanje. Izdelava agregata je bila vezana na specifične terenske zahteve območja postavitve elektrarne. Takšen projekt je visoko zahteven, ker je unikaten in mora v primopredaji zagotoviti visoko učinkovitost obratovanja. Poleg omenjenega se mora agregat prilagajati vremenskim razmeram, ki so po času spremenljive. Razvojni partner je sodeloval kot izumitelj izboljšane inovativne vodne turbine sistema Banki. Razvojni partner sodeluje s podjetjem Siapro pragmatično iz 28-letnih izkušenj upravljanja vodenja male hidroelektrarne, ki je v lasti podjetja LID Gorjanec. Na osnovi izkušenj podjetja LID Gorjanec je Janez Gorjanec pridobil EP patent 2642115B1 za inovativno izboljšanje delovanja in učinkovitost vodne turbine Banki, ki ga je v implementacijo na trg odstopil podjetju Siapro. Čestitamo Siapro podjetju in pa seveda tudi razvojnemu partnerju Janezu Gorjancu. Evo, Tomaž in Darko sta že pripravljena, da podelita priznanje za nominacijo. Vse predstavnike, prosim, vabim na oder. In še predstavnike podjetja Siapro. Lepo pozdravljeni, gospod Janez Gorjanc. Dober dan.
Kje pa so predstavniki nagrajenega, nominiranega podjetja? Očitno so se kje zadržali, ampak vseeno jim iz srca čestitamo. Bo gospod Gorjanc prenesel vse pohvale in čestitke z naše strani. Seveda se boste pa še tamle, glejte, je naš fotograf, da vas bo ujel objektiv. En lep nasmeh za na fotografijo, hvala lepa in seveda čestitke. In čestitke vam, gospod Gorjanc. Enako, ostanite z nami. Spoštovani, zdaj pa gremo kar k vrhuncu današnjega dne. A ste za to? Ja. Predlagam, da se kar... No, lepo, to je pa hvala lepa za kompliment. Enako. Dame in gospodje, mislim, da smo pred tistim, recimo, da vrhuncem vznesenosti, namreč videli smo prijavljena podjetja in pa seveda tudi razvojne inštitucije. To so bili nominiranci. Zdaj pa smo tik pred razglasitvijo nagrajenca, ki bo odnesel domov, tam, kjer je vsaj navidezna skulptura samospoštovanja, a ne, gospod Strašek, tudi nagrado priznanje Taras. Predno zvemo, kdo to je, vabim na oder gospo Vesno Nahtigal, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni. Organizatorja foruma gospoda Darka Švetaka in pa dr. Tomaža Permeta, vodjo odbora za podelitev priznanja Taras. Gospod Tomaž bo razglasil zmagovalca, ki bo odnesel domov nagrado, glavno nagrado Taras, in pa tudi potem boste povedali, zakaj ste izbrali prav tega zmagovalca, ampak da bo vzdušje nekoliko bolj slavnostno, čeprav je šele dan, ni večer, ne? Ampak naj bo majčkeno te vznesenosti, predlagam fanfare, tuš, en zvočni efekt, ki bo prinesel to razpoloženje. Torej, spoštovani in spoštovane, nagrajenec, zmagovalec, ki bo odnesel priznanje Taras domov za vedno, je? Pravzaprav. Sta, olala. Ja, seveda. Podjetje Male, Electric Drive Slovenija in Institut Jožef Stefan. Bravo. Čestitke za to lepo nagrado. No, zdaj moram pa še opraviti drugi del in sicer prebrati obrazložitev, tako da ne bom še čisto takoj konc. Priznanje Taras je namenjeno predvsem spodbujanju in poudarjanju pomena sodelovanja med gospodarstvom in znanstveno-raziskovalno sfero oziroma okoljem, katerega rezultat je inovacija in bi brez tega sodelovanja ne nastalo. Ta inovacija oziroma novost na trgu je lahko tudi izdelek, katerega uspeh in prednost pred tekmici na trgu je rezultat takega sodelovanja. In prav slednje odlikuje letošnje prejemnike priznanja Taras. Na gospodarski strani je to podjetje Male Electric Drive Slovenija, ki je del mednarodnega uveljavljenega svetovnega proizvajalca zahtevnejših komponent za avtomobilsko industrijo in področje zelenih tehnologij. Podjetje je pri razvoju izdelka kljub bogatim izkušnjam in obilici znanja o računalniško podprtem načrtovanju, ki temelji na povezani simulacijske in optimizacijske programske opreme, prišlo do spoznanja, da potrebujejo podrobnejše poznavanje specializiranih optimizacijskih algoritmov in obvladovanje načina dela, ki je za tako zahtevno nalogo specifičen. Zato so se obrnili na Institut Jožef Stefan kot razvojnega partnerja iz znanstveno-raziskovalnega okolja, pri katerem so s posredovanjem njihovega centra za prenos tehnologij in inovacij našli ustrezne sogovornike, in to so razvijalci rešitev na odseku za inteligentne sisteme in odseku za računalniške sisteme. Tako je nastal projekt za razvoj elektromotorja za avtomobilsko industrijo z inovativnim simulacijsko-optimizacijskim postopkom, pri kateri je to ključno obvladovanje metod
ta heuristične optimizacije z nadomestnimi modeli, računalniško intenzivnih postopkov ter analize in vizualizacije podatkov, ki jih je prispeval partner iz znanstveno-raziskovalnega okolja. Podjetje z gospodarstva pa je prispevalo programsko opremo, potrebne licence za izračun elektromagnetnega modela po metodi končnih elementov in predvsem znanje o elektromotorjih in njihovem načrtovanju ter izhodišča za optimizacijske postopke. Kompetentnost in komplementarnost članov projektne skupine iz obeh ustanov ter sprotno reševanje izzivov, ki so se pojavljali pri delu, so omogočili uspešno izvedbo projekta od formalne definicije problema do vzpostavitve prototipnega optimizacijskega okolja in končne rešitve. Zato je Komisija za ocenjevanje priznanja TARAS ocenila, da podjetja Mala Electric Drive Slovenija ter odseku za inteligentne sisteme in odseku za računalniške sisteme pri Institutu Jožef Stefan v teh pogledih izpolnjujejo merila za priznanje TARAS in da so lahko vzorčni primer sodelovanja gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij ter več kot upravičeno prejemniki priznanja TARAS-a za leto 2023. Čestitke. Ste postavili piko. In seveda, ker ste že vajeni odra, vas še enkrat vabim na oder, da vam podelimo to lepo nagrado TARAS, ki jo odlikuje pravzaprav sodelovanje večjih. Darko, boste vi povedal, kaj odlikuje ali prikazuje ta nagrada? Mislim, da je celo podjetje Akrapovič prispevalo, pa industrijski dizajn je prispeval. Industrijski dizajn oziroma industrijsko oblikovanje. Oblikovalka. Za ime pa priimek se bom opravičil. Dejansko, zdaj, kar se tiče pa same izdelave, je pa dejansko, jaz pač sem imel sodelavca, ki je postavljal livarno. Pač njegov projekt je bil, ko se je Akrapovič odločil, da bo postavil svojo lastno livarno za magnezij, a ne vse, kar obrezujejo, potem nazaj pretopijo, in so, bom rekel, z odprtimi rokami podprli naš projekt, da oni naredijo te kipce, ki se podeljujejo pri nas že od leta 2010. Projekt Forum je začel 2009, tako da od 2010 podeljujemo te kipce, tako da so oni dejansko vpeti v to in so rekli, brez nadaljnega, kadarkoli potrebujete, obrnite se na nas. Odlično, hvala lepa, Darko. Čestitke tej lepi sinergijski zgodbi. Naj povem, da ko se velikokrat pogovarjamo ob takšnih srečanjih o talentih, da iz moje generacije že marsikateri ušel iz laboratorija, ker se niso lotili aplikativne znanosti. Tako da to so zelo dobri primeri praks. Še enkrat čestitamo in to bo pa zdaj že živahna fotografija, mar ne? Bravo. Hvala lepa vsem. Uživajte ob tej lepi nagradi in s ponosom jo nesite domov.